Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes vas vabim v mojo družbo. In sicer vsak ponedeljek od 1. februarja pa do konca aprila se bomo družili in bomo predelovali karmične lekcije. Začenjam online program, se pravi, to bo šolanje preko interneta z naslovom Šola čiščenja karmičnih odnosov. No, kot veste, se zdaj vsakmu posebej nekaj posebnega dogaja, se jaz opažam to. Pač vse je povezano z nekimi odnosi. Pogosto človek ne ve, zakaj se meni to dogaja. Recimo, vam povem zadnji primer. Dve gospe sta bili, obedve ista zgodba, podobna zgodba, ne zmoreta zaključiti nekega odnosa, čeprav nista srečni, čeprav ne dobita nič, ampak enostavno ne gre narazen. In tisto, pa kdo je tukaj v tem odnosu nor? No, nihče ni nor, razen to, da se zaključujejo določene karmične lekcije in tisto, kar je zadej, je nekaj elastika tudi iz preteklega življenja. No, tako da, če se ukvarjate ta trenutek z določenimi odnosi, ki jih težko spuščate, ki jih ne veste, kaj se učite, dobrodošli v šoli. In v 3 mesecih bomo dejansko tako močno prečistili vašo energetsko polje in vaše kode, da boste lahko določene lekcije ozavestili, določene odnose ali zaključili, ali pa se bojo dejansko nadgradili na drugo vibracijo in boste rekli, wow. No, lansko leto v moji šoli smo predelovali marsikaj od tega in te povratne informacije, ki sem jih dobila, je bilo tako neverjetno, ampak res neverjetno. Ja, ko se čistijo določene karmične lekcije, določeni karmični odnosi, zna biti zelo intenzivno. In zdaj, seveda, če spremljate moj kanal, pa dobro veste, da verjamem v pretekla življenja in vam povem, vse to, kar se nam tega težkega dogaja, je povezano dejansko s karmičnimi lekcijami. Od nekje nekaj vlečemo iz enega preteklega življenja in enostavno ne moremo iti naprej. Vam povem lekcijo ene družine, ki jo dobro poznam. V glavnem, delovna družina, zelo delovna družina, s tem, da pri njih je mama capo di banda in ona vleče se naprej, mora biti tako, kot ona reče, po drugi strani vsi ostali se jih dobesedno klanjajo. Kaj predelujejo? Ta družina predeluje karmično lekcijo enega drugega življenja, ko so bili v isti postavitvi, no, ista postavitev, ni bila ista postavitev, ampak isti akterji. In kaj se je dogajalo? Suženjstvo v času tam okrog 1600 v Afriki. No, in kaj se je dogajalo takrat? Stric je bil oče, malo drugače bom morala povedati, prvič bom zakomplicirala. V glavnem, v vsakem primeru, cela družina je povezana v eno zgodbo in v tem življenju predelujejo dobesedno iste lekcije. No, in če se vam dogaja tisto, da ne razumete, kaj se vam dogaja, res dobrodošli. In predelali bomo dejansko vse tiste, strupene odnose, karmične odnose, potrebo po tem, da se počutite kot žrtev in kako se iz tega osvoboditi. No, zadnjič je bila pri meni ena gospa, ki je v vseh odnosih izgublja. Se pravi, vsi odnosi so povezani s tem, da vedno izgubljamo v glavnem zadnji neko kodo, tudi iz preteklih življenj. No, zdaj vam pa gremo na karte prehodu na vodovo, da pogledamo, kaj je za vas ta trenutek pomembno in če vas pokliče v šolo, kliknite na povezavo spodaj in imate na možnost izbire 2 paketov. Prvi paket je pač ta osnovni, vsak ponedeljek zvečer se bomo družili. Napredni paket vključuje tudi osebna svetovanja, seveda zraven dobite tudi komplet mojih knjig, ker dejansko moje knjige so namenjene kot priročnik za osebno rast. Tako da zdaj, če pogledamo nekaj sporočil s kart prehoda na novo dobo, da vidim, kaj je tisto, kar boste v tem procesu ozaveščili. Glejte, kaj je prišla, ta prva karta je prišla karma. Svobodna sem. Osvobajam se starih vzorcev, tega ne potrebujem več. Dobesedno čiščenje karme. No, to je v bistvu naslov šole. Naslednja karta je čiščenje. Vse, kar mi ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način, svobodna sem. Mislim, tako neverjetno.
Ta prvo sporočilo, svobodna sem. Drugo sporočilo, svobodna sem. In tretje sporočilo, obilje. Naravnana sem na vibracijo obilja. Bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Ker glejte, ukvarjali se bomo s spodnjimi 3 čakrami. Seveda bomo pa tudi pogledali srčno in tako naprej, ampak najbolj pomembna je energijska posoda, ki je med kolčnimi kostmi. Se pravi, spodnja čakra na eni strani in korenska čakra na drugi strani. In tukaj imamo energijsko posodo in če smo mi ranjeni v ta del, recimo, da jaz kot ženska se ne upam izražati, do tega, da vse od popka navzdol je nekaj, kar je grdega, do tega, da imam občutek, da mi ne pripada obilje, je vse povezano s tem, da imam naluknjeno to energijsko posodo, tako kot bi imela sod naluknjen. In moja življenjska energija odteka. Moja življenjska energija tudi odteka preko bivših spolnih partnerjev in dobesedno se napajajo bivši spolni partnerji preko ženske energije. Zdaj pa pomislite, ste imeli enega partnerja, ste imeli 2, 3, 5, 10 partnerjev, vsi te, če ne znate tehnik čiščenja maternice, se dobesedno napajajo na vaši energiji. In kako naj potem človek naredi naprej premike v življenju, kako naj živi obilje, če je dejansko toliko ljudi privezanih na vašo energijo. Potem naslednja stvar, solarni pleksus. Vaša primarna družina se lahko napaja preko solarnega pleksusa. Veste, to je tako kompleksna zadeva, naše energijsko polje, da dejansko jaz vam ponujam roko, da se bomo skozi druženje, se pravi 13 ponedeljkov, 13 večerov, se pravi 13 večerov v ponedeljkih, družili in bomo šli sistematsko pregledati tisto, kar imate za predelati, da boste počistili. Seveda, učila vas bom moč vijoličnega žarka očiščenja v vsakodnevnem življenju, ker je tukaj prišlo, podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen. Naučila vas bom, kako uporabljati moč vijoličnega žarka v vsakodnevnem življenju, ker to je najmočnejša energija očiščenja in to lahko pokličete kadarkoli in je tako neverjetna energija, s pomočjo te energije se sčistijo res vse zadeve. No in še eno sporočilo, poglejmo. Tebi se vsak dan rojeva nova energija, ker ti, ki tole poslušaš, si povezana s plodnostjo in z obiljem. Ta šola ni namenjena samo za ženske, je namenjena tudi za moške. Res je, da večji del mojih strank je žensk, ampak če določenega moškega pokliče v našo družbo, dobrodošel, ravno tako imajo moški, ženski in moški pol in gre se za to, da mi počistimo naše podzavestne kode, da se v bistvu spravimo v ravnovesje, da se spravimo v ravnovesje ta naš moški in ženski pol, da smo nekako uravnoteženi. A gremo na naslednje karte, no da vidimo. Naslednje sporočilo, ki je pomembno za vas, ki se mogoče veste, da nekaj morate drugače narediti. Da vidimo. Prvo je, zavedaj se tega obstoja in da nič na tem svetu ni slučajno. Če te nekaj pokliče, veste tisto enkrat. A vam povem nekaj glede tega enkrat. Veste, da sem delala duhovna potovanja. In mnogi so rekli, enkrat bom šla, bom šel z Minko. Jaz zdaj jih ne delam več. Imela sem sanje, da se je avtobus prevrnil name in sem rekla, dovolj, tega ne delam več. In zdaj imam tole šolo, pa ni rečeno, da jo bom pol še delala, ker delam čisto po navdihu tisti trenutek, to, kar čutim, delam. In ko ne čutim več tega, da bi to delala, ne delam več. Tako da, če razmišljate o tem, da bi šli v šolo, da rabite ta trenutek pomoč, se zdaj upište, ker niti ne vem, če bom to ponovitev tega programa sploh še delala. Naslednja stvar. Preko šole bomo predelovali tisto, kar vas izžema, ampak izžemajo nas vedno odnosi. V službi so odnosi, doma so odnosi, odnosi je sam s sabo. In če vidite, da nekaj tako močno predelujete, zadaj so karmične lekcije. Karmične lekcije se kažejo seveda preko težav na našem fizičnem telesu in če imate težave kjerkoli na telesu, to kaže, nekaj je treba spremeniti. In učili se bomo, kako se postaviti v popolno ravnovesje ženskega in moškega pola
ravnovesje, zaključevanje, dejansko se bomo učili v tem in se boste, lejte, če boste sledili teh 13 ponedeljkov zvečer, boste naredili tak notranji premik, da se vam še sanja ne. Sploh lansko leto, ja, bilo je intenzivno v moji šoli, zato sem se odločila, da bom delala ponedeljke zvečer, v četrtkih zvečer bom pa delala pač javno, odprto za vse, predavanja o vitaminih, o zdravju, tako da bom večkrat ločila te zadeve, to, kar je za vse in to, kar je v programu čiščenja podzavesti. Tako da, če vas kliče, da je čas, da počistite karmične lekcije, dobrodošli, tukaj sem, da vam pomagam, dejansko vem, kakšne premike sem sama naredila in to, kar sem sama naredila, vem, da lahko ponudim tudi vam in da vam podam roko, da boste lažje šli naprej. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem, ja, to, kar boste delali, delajte zgolj zaradi tega, ker imate sebe radi in ker veste, da določenih lekcij ne želite več ponavljati, da je dovolj. No, tako da v glavnem, dobrodošli v moji družbi. Uživajte.